Na kmetiji Korenjak v Dramljah pri Celju je bil 17. junija 2017 10. jubilejni nočni Demo Traktor Forum. Verjamem, da boste tudi danes preživeli en prijeten večer v naši družbi. Mi smo za vas pripravili en super program, izvedeli boste veliko novega, tako da verjamem, da tudi vi že komaj čakate na predstavitve. Za začetek pa vabim naše strojnike, da se zberete pri traktorjih, potem pa bomo začeli z našim programom. Medtem ko čakamo na predstavitev, naj vam predstavim naše sponzorje. Krajevna skupnost Dramlje, Veterina Jagodič, Jata Emona, Pepi Agro, Feniks, Žalujka in Brečko Inženiring. Pri oglaševanju pa so nam pomagali Mlekarna Celeja, Ljubljanske mlekarne in revija Kmetovalec. Še enkrat pozivam strojnike, naj se zberejo pri traktorjih. Za začetek nas bo pozdravil organizator Jaka Korenjak. Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala spet vsem skupaj, da ste se zbrali v tako lepem številu. Obisk, velik obisk, to mi največ pomeni. In tudi da zagon za naprej, kot vsako leto ponovim. Zdaj pa naj rečem, da se vse skupaj naj začne in to je to. Hvala, Jaka. Zdaj pa besedo predajam gospodu Alešu Čivi iz podjetja ITRO, ki zastopa New Holland znamko. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem v imenu podjetja ITRO Štor. Kot veste, smo generalni uvoznik Slovenijo za blagovno znamko New Holland in Steyr. Ta dogodek vsako leto prirejamo nekje v sodelovanju z domačini, z družino Korenjak in se jim tem priliki najlepše zahvaljujem. To je zdaj že 10. leto, 10 let nazaj nas je setel 25 v Lopi na drugi strani ceste, imeli smo 5 traktorjev predstavljenih in to je bilo to. Zdaj pa vidite, kaj naj iz tega nastali. To se pravi, še enkrat najlepša hvala res družini Korenjak, da nam je omogočila ta dogodek in upam, da boste uživali v predstavitvi. Pozdravil nas bo tudi gospod Klemen Zupan iz podjetja Zupan Trade. Hvala lepa. Pozdravljeni še z moje strani oziroma z naše. Družinsko podjetje Zupan Trade d.o.o. je na slovenskem trgu prisotno od leta 1993. Kot prvi ponudbi vroče cinkanih cistern za prevoz gnojevke, Kirchner in Zone. Sedaj Kirchner Global. V letu 1994 podjetje Zupan Trade prodajni program razširi stroj za spravilo krme in obdelavo tal podjetja Pettinger iz Avstrije, katerih glavni predstavnike boste videli tudi danes za spravilo krme. Prodajni program podjetja smo skozi leta širili in plemenitili z novimi zastopstvi, vendar pa so smotri in politika podjetja glede umeščenosti prodajnega programa ostali enaki, ponuditi slovenskemu kmetu vrhunske stroje. V teh letih smo dodali zastopstva proizvajalcev Mamut, Bogbale in pa Hardy. Kot glavnemu našemu dobavitelju se bomo danes posvetili podjetju Pettinger iz Avstrije. Pettinger s kvaliteto inovativnimi rešitvami še vedno ostaja družinsko podjetje. Njihovi stroji so sinonim za natančno in kvalitetno izdelavo, za odlično kvaliteto pri delu, zelo dobro ohranjajo ceno, imajo nizke obratovalne stroške, ki so zagotovo pomembni za rentabilnost stroja skozi njegovo celotno življenjsko dobo in posledično tudi za proračun kmetije. Podjetje Pettinger ponuja celoten spektr strojev za spravilo krme in obdelavo tal. Za vse velikosti kmetij, prav tako tudi za višje ležiče s svojim programom Alpin. Danes si boste lahko ogledali vse njihove glavne predstavnike strojev za spravilo krme. Primerno vam bomo predstavili 2 balirki, Impress fiksno in variabilno komoro in kosilno kombinacijo metuljček A10 z metilnikom. Hvala. Hvala, gospod Klemen. No, besedo pa dajem Alešu Starmanu, zastopnika za znamko Merlo. En lep pozdrav tudi v mojem imenu. Podjetje Techstar je generalni zastopnik in uvoznik za teleskopske nakladalnike Merlo. Mislim, da blagovna znamka Merlo je že precej dobro poznana. Proizvajajo teleskopske nakladalnike od nosilnosti 2500 kg pa do 12000 kg nosilnosti, ter z dvižno višino od 6 metrov do 34 metrov. Danes bomo tukaj predstavili 5 teleskopskih nakladalnikov,
najmanjši bo imel nosilnost 2500 kg, ter pa največji 7500 kg. Bi se ob tej priliki pa tudi rad zahvalil Traktor Forumu za to izvrstno organizacijo, ter pa seveda tudi družini Korenjak, ki nam nameni tako lep prireditveni prostor. Upam, da boste uživali vse skupaj. Hvala. Sedaj pa nas bo pozdravil tudi podpredsednik SLS, gospod Primož Jelševar. Torej, en lep pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala lepa Jaki Korenjaku za povabilo. Jaz sicer že, mislim, da 5 ali 6 let bolj iz tehničnega področja tu sodelujem kot ozvočenje. Vsekakor pa se mi zdi, da so takšne prireditve še koliko pomembne v Sloveniji, mogoče še bolj, kot si sami po sebi predstavljamo. Poglejte, v Evropi in v svetu je v sklopu 4. industrijske revolucije predvidenih od 5 do 6 milijonov izgube delovnih mest. To pa v glavnem glede tega tiste države enostavno, ki se ne bodo pripravile na to, bodo imeli večje probleme kot tiste, ki se enostavno zavedajo in bodo šle v koraku s časom. Tako da ena taka predstavitev novejših tehnologij je zelo pomembna za mednarodno konkurenčnost tudi tistih, ki se ukvarjate oziroma ukvarjamo s kmetijstvom in s kmetovanjem. Poglejte, jaz sem sicer gospodarstvenik, delam tudi kar nekaj v kmetijstvu, v industriji in nobenega problema ni, če en gospodarstvenik kupi stroj za 100 tisoč evrov, 150 tisoč evrov, ampak na drugi strani, ko pa kmetje kupijo nov traktor, ki je njihovo osnovno sredstvo, ki je vaše osnovno sredstvo, so pa pred takšne pa drugačne opaske, da imajo kmetje preveč denarja, da enostavno je treba subvencije zmanjšati. Enostavno to so stvari, ki si ne bi smeli dogajati iz tega, ker enostavno za konkurenčnost, za tisto, da smo recimo tudi za Avstrijci in z Nemci konkurenčni, potrebujemo najsodobnejšo opremo. Poglejte, bom rekel, industrija 4.0, to je tisto, kar bo tudi v kmetijstvu hmalo, predvideva digitalizacijo celotnega kmetijstva. Marsikaj od tega že v Sloveniji uporabljamo. Od, bom rekel, molznih strojev do robotike, do tako naprej. To bi mogla naša država še bolj subvencionirati oziroma še več enostavno na tem graditi. Jaz bom delal vse, kar je v moji moči, da tudi v prihodnje v bistvu se Slovenija približa tistim evropskim državam, ki aktivno izvajajo ukrepe na tem področju, da se nove tehnologije predvsem uvajajo. Še enkrat zahvala in čestitke Jaki in celotnemu Traktor Forumu ob tem jubileju in želim vam, da danes vidite čim več teh strojev, kasneje pa seveda tudi eno tako prijeten večer z ansamblom Unikat. Hvala lepa. Hvala, Primož. Takole, zdaj pa bi prosila vse obiskovalce in obiskovalke, da se umaknete za ograjo in pa seveda malo stran od strojev, tako da bo lahko vse potekalo nemoteno. Kombinacije traktorjev in priključkov bodo prihajale iz vaše desne, tako da boste lahko nemoteno spremljali. Vsaka kombinacija bo upisana strani obeh zastopnikov. No, Korenjakovi pa pravijo, da danes gledate odkos 3. košnje. Še enkrat naj vam predstavim naše pokrovitelje. Generalni pokrovitelji tega dogodka so podjetja ITRO, Zupan Trade in Techstar. Ostali pokrovitelji pa so Krajevna skupnost Dramlje, Veterina Jagodič, Jata Emona, PP Agro, Feniks, Žalujka in Brečko Inženiring. Pri oglaševanju pa so nam pomagali Mlekarna Celeja, Ljubljanske mlekarne in revija Kmetovalec. Takole, kar se traktorju tiče, bom poskušal biti čim bolj kratek, ker vem, da ste bolj prišli delo gledati kot pa govorjenje. Prvi traktor je serija T4, eden najbolj primernejših traktorjev v Sloveniji, tudi najbolj prodanih, zaradi tega, ker je pač večina kmetij manjših in je tudi dimenzije tega traktorja so primerne temu. V seriji so modeli 75-115 konjskih moči, ta je 85 konjskih moči, lastnik je kmetija Jesenek, so domačini tukaj, voznik bo Muzga Gregor, traktor je klasični enostaven mehanski menjalnik, s tem, da ima hidravlični spremenjalnik pod obrnitvijo, oziroma po domače, kako bolj poznamo Power Shuttle, omogoča vsa lažja dela na vsaki kmetiji.
Na klasičen traktor je pripeta klasična kosilnica, klasične zasnove, Pettinger Nova disk 265 z delovno širino 2,62 m in 6 kosilnimi diski, na katerih sta po 2 noža. Greben je v oljni kopeli, nov sistem zobnikov se imenuje 3-drive, kar pomeni, da sta vedno v prijemu, so 3 zobje, kar zmanjšuje zagonski stres in omogoča tišje delovanje kosilnice. Predlagam, da strojnik kar zapelje. Takole, naslednji traktor, ga vidimo, je že iz malo večjega razreda in sicer to je Terja T6. V njem gre zelo poznan avtokomandant menjalnik. To je razvil CNH, v bistvu, ki združuje več blagovnih znamk in je lastne izdelave. V preteklosti so uporabljali prenose druge blagovne znamke, poznane ZTF, verjetno to pozna. Zdaj imajo pa lasten razvoj, kar se menjalnikov tiče. Posebnost tega menjalnika je, reče se mu tudi 2x1, kar pomeni, da ima 2 hitrostni območji za naprej in eno za vzvratno vožnjo. To pomeni, da pri vožnji naprej 2-krat gre 100% prenos v mehansko. Tam je tudi največji izkoristek. Traktor, ki ima 125 konjskih moči, zmeteno prednjo opremo, Teraglide pravijo, potem Teralog, samodejno delovanje za bod diferencialov in 4-kolesnega pogona, Comfort Ride zmetene kabine, praktično bila je rekel na nivoju tehnike današnjega dne. Lastnik je družina Grosek iz Oplotnice, voznik je pa domačin Peter Korenjak. Na to zverino je pripeta kosilna kombinacija Novakat S10 Metuljček z delovno širino 9,1 metra ali 9,52, odvisno od uporabe sprednje kosilnice. Posebnost te kose je transportna širina samo 2,2 metra, ima izjemno hektarsko storilnost, poveljuje pa ji Novakat Alpha Motion, ki je že dobro desetletje kraljica sprednjih kosilnic, s svojim dolgim opetjem daleč pred samo koso omogoča odlično prilagajanje terenu in hitro košnjo. Še malo večja zadeva, New Holland T7 235 avtokomand, tokrat je ta las domačinov, kmetije Korenjak, voznik je Martin Korenjak, zraven je njegov sin. Traktor, kar sem rekel pri prejšnjem, menjalnik 2x1, tu je podoben sistem, ampak zaradi velikosti traktora je tukaj 4x2. Pomeni, menjalnik ima v vožnji naprej 4-krat 100% mehanski prenos, v vzvratni vožnji pa 2-krat 100%. Menjalnik je daljši, večji, prilagojen pač moči traktorja. Na ta traktor je pripeta kosilna kombinacija Metuljček A10, gre za noviteto podjetja Pettinger, popolnoma hidravlično razbremenjena kosa s 8 kosilnimi diski na enoto. Novosti pri tej kosi so Y pogon, kar z dolgimi osemi kardanov omogoča hidravlično razširitev delovne širine ali pa pomik oziroma zamik celotne kombinacije na terenu, ki to zahteva. Spredaj prav tako pripeta Alpha Motion Novakat, ampak v obeh primerih z gnetilnikom za hitro sušenje krme. Kosilnica ima tudi varovalni sistem non-stop lift, ki pri naletu na oviro dvigne kosilni greben. Naj omenim, da se v vaši sredini razdeljujejo šplinte v znak temu, da letos pa le ostanejo na priključkih.
Ponovno T485, kot sem že rekel, že tukaj vidite, da je eden najbolj pogostih traktorjev. Voznik je tokrat Guzl Grega, domačin iz te okolice tudi. Traktor je praktično identičen prvotnemu, prvemu, ki je šel mimo in zato ne bi veliko razlagal. Bi pa lahko povedal, pri traktorjih so tudi naši fantje, bi vas pa povabil, koga zanima, da se oglasi v Štorah ali pri komu iz naših pooblaščenih zastopnikov po Sloveniji. Na traktor je pripet 6-vretenski obračalnik, Petinger Hit 6.61, 6 pomeni število vreten, drugi dve številki pa samo delovno širino. Ima hidravlično nastavljiv zamik od meje, ker gre za prenovljeno serijo, so zakrivljene roke in krožnik samo z ene plasti. Ti je porezan, da dviga čim manj krme in da se ta ne navija na rotorje, kar omogoča tudi zakrivljeni nosilci prstov. Razred večji, serija T5, model T520 iz kmetije Škoberne iz Dobja. Traktor je prišel na trg lansko leto in je tudi nagrajen kot Best of Utility traktor na sejmu EIMA v Bologni. To pomeni najboljši vsestranski traktor v svojem razredu. Traktor, kot ga vidite pred vami, je praktično opremljen skoraj z vsemi stvarmi, kar so večji traktori. To pomeni zmetena prednja prema, zmetena kabina, menjalnik na vedem traktorju Active Electro Command 16x16, kar pomeni 16 hitrosti naprej, 16 zvratno, z možnostjo samodejnega prestavljanja. Edino, kar še v tem razredu ni na voljo, je zmetena prednja prema, je 50 na uro. To pa tudi pri takšnih traktorjih verjetno še ne bo kmalu. Preprosto zaradi tega, ker je medosna razdalja prekratka za takšne velikih hitrosti. Traktorju smo pripojili vlečen 10-rotorski obračalnik z 11 metri delovne širine, ki omogoča delo tudi z lažjim in ne tako močnim traktorjem. Obračalnik ima kljub svoji veliki delovni širini na skrajno desnem rotorju možnost njegovega hidravličnega zamika in s tem omogočite razmet od meje. Ponovno traktor T4, lastnik je kmetija Matijec iz Vitanja, voznik je Tomaž Laubič, lastnik traktorja pa sedi zraven njega. Traktor je tokrat T495, kar pomeni nekje 95 konjev, v resnici sicer ima 99. Posebno vseh teh motorjev je v seriji T4, da imajo izredno široko območje konstantne moči, kar pomeni od 1900 do 2400 obratov ima tak traktor praktično polno moč. Pomembno je za uporabnike predvsem to, da ga ni treba priganjati v polne obrate, kjer se samo večja poraba, ampak se ga drži v območju največjega navora, to je 1500 obratov in tako sem rekel, 1900 obratov je že največja moč. Menjalnik je v tem malo naprednejši, kar pomeni, da ima polovičke pod vrnitvijo, ročno sklopko, potem ima elektrohidravlično klop kardanske karti in še nekatere, bi rekel, napredne lastnosti, kar jih prejšnji traktor, recimo T485 ni imel. Traktor nosi drugi zgrabljalnik po velikosti, Petinger Top 382, ki je opremljen s tandem podvozjem. V novi seriji ima tudi posamično izvlečne roke, kar pomeni, da ob morebitni fizični poškodbi lahko odstranite posamezno poškodovano roko in tako prihranite na času. V serijski opremi so tudi podporna kolesa, tako pri obračalnikih kot pri zgrabljalnikih.
serija T6, tokrat je model T6 175 autokomand. To je tudi največji štirivaljni model v seriji T6 autokomand. Kot zanimivost naj povem, recimo, da so se šestcilindrski motorji recimo začeli že pri 125 konjih, 140 konjih, zdaj je recimo šestcilindrski še edin model 180. Vsi manjši modeli so zdaj štirivaljni. Posebnost traktorja je zopet izreden učinkovit motor, varčen, 4,5 litrski, enak kot je bil v prejšnji generaciji, s tem, da v predhodni so dobili samo AdBlue, to se pravi urejo kot dodatek za boljše izgorevanje. Zdaj za novo generacijo se ta sistem nadgrajuje in zdaj je tu New Holland pravi temu High Efficiency SCR sistem, to se pravi visoko učinkovit SCR sistem. Ne? Traktorju primerno je na njega pripet tudi dvorotorski zgrabljalnik Top 722 z dvojnim stranskim zgrabkom. Zgrabljalnik je opremljen s tandem podvozjem in dodatnim petim kolesom, vsi se nahajajo znotraj vrtavke, ter dodatnim šestim kolesom Multitask, ki je pripeto na ogrodje oziroma zaščito same vrtavke. Delovna širina je hidravlično nastavljiva, prav tako pa je kot opcija na zgrabljalniku tudi elektrohidravlično upravljanje, s katerim lahko na ožjih parcelah delate samo z eno vrtavko. Ne še samo povem, da je lastnik traktorja kmetija Turk iz Lance vasi pri Ptuju, voznik je pa najmlajši strojnik danes sin Matija. Še enkrat naj povem, da fantje in dekleta okoli vas delijo šplinte v znak temu, da bodo letos ostale na strojih. Tako da kar pogumno za vsakega obiskovalca smo pripravili kakšno. Ne bojte se, letos so brezplačne, tako da jih le vzamite. Letos jih lahko. Brez slabe vesti. Tudi letos jih lahko, ampak brez slabe vesti za vsakega, kar pogumno. Ponovno T520 elektrokomand, tokrat je lastnik malo bolj poznan, to je firma Itro. Traktor naš, voznik je pa Krišto Španko iz Vodic. Ponovno traktor ima praktično večino opreme, kar imajo večji traktor, zmetena prednja oprema, zmetena kabina, prenos je 40 eko, kar pomeni 40 km dosega pri nižjih obratih motorja. Motor enak 3,4 litrski common rail motor. Zanimivo je recimo tudi v seriji T4, v najmanjšem traktorju 75 konjskim je praktično enak motor kot v temu. To pomeni, da so ti 3,4 litrski motorni uporabni v zelo širokem območju. Traktor bo vlekel dvorotorski zgrabljalnik s sredinskim zgrabkom Top 762C, opremljen s krmiljenim podvozjem, razširljivo delovno širino in pa vsemi možnimi kolesi za tipanje terena. Takole, pred nami je naslednji traktor, ko sem že od začetka omenil, smo podjetje Itro uvoznik tako za New Holland kot za Štar in danes imamo enega gosta in sicer to je gospod Sovinc Jože iz Šmarja in na Štarju 430 Profi. To je v bistvu najmočnejši štirivaljni motor v seriji Profi z motorji Tier 4A. Zdaj nova serija so motorji Tier 4B. V bistvu platforma traktorjev je nekje podobna New Hollandovi. S tem, da je razvoj za Štarjeve traktorje se vršil v San Valentino, za New Hollande pa v angleškem Basildonu. Traktor ima 175 konjskih moči, prav tako ima zmeteno sprednjo opremo, zmeteno kabino, popolno opremo, upravljanje se vrši preko multikontrolerja, menjalnik je pa 16:16. Na Štajerju je priklopljena največja klasična nakladalka v naši ponudbi iz družine Eurobos v velikosti 37 kubikov razsute krme. Poleg serijskih 3 potisnih pehal je opremljena s sistemom Supermati, kar pomeni še dodatno 4. pehalo. Ima sistem Autotast, ki preko elektronskega kotomera tipa preko osi na pick-upu sam teren in ko presežete nastavljene vrednosti, se na hidravlični rudi prikolica samostojno pomakne po potrebi gor ali dol. Opremljena je tudi s hidravličnim izklopom nožev in pa s hidravlično rudo.
nadgradnja je hidravlična, na njej ni nobene mehanske stvari. Takole, naslednji traktor je zopet serije T7, model 185, lastnik je kmetija Lorger iz Pariža pri Braslovčah. Model ima prav tako avtokomand menjalnik in model 185 spada zopet, kar sem prej rekel, v menjalnike 2x1, to pomeni 2 hitrosti naprej in 1 nazaj. Traktor bo poganjal silažno prikolico Faro 4010 Kombiline. Kombiline je oznaka za okrepljeno izvedbo, kar pomeni, da lahko z njo prevažate tudi koruzno silažo, sekance in ostale sipke materijale. Prikolica ima 31 nožev, opremljena je z razmetalnimi valji in pa z izmetalnim trakom, katere smer lahko obračate. Nosijo 16-tonsko podvozje, ki ima krmiljeno zadnjo os, avtomatsko krmiljeno. Pod pobiralno napravo vidimo val, ki nam ob zelo vlažnih oziroma težkih pogojih prepreči, da bi kolesa pobiralne naprave padla v kolesnice od traktorja in s tem dosežemo čisto pobiranje krme tudi v nečistih pogojih. Mogoče še kot zanimivo stvar vidite, da je ta traktor nameščen čelni nakladalec, to je model TL 770, kar je recimo pri tako težkih traktorjih zelo redkaj vidite, ne? In to je nekje posebnost, kar je, s tem je možno tudi težja dela zdaj opravljati s takšnim traktorjem. Hvala lepa. Ponovno brezstopenjski prenos, tokrat na T660 avtokomand traktorjev. V osnovi je prenos v tem in motor enak, kot je v Štajeru, ki smo ga prej videli. Vse ostalo upravljanje, samo krmiljenje traktorja se pa razlikuje. Na traktorju je pripeta balirka Impress 125F Master. Gre za novost podjetja Petinger z revolucionarno zasnovo. S postavitvijo nožev nad rotorjem so dosegli zelo kratek in učinkovit tok krme naravnost v komoro, kar omogoča hitro izdelavo bale in čisto rezanje. Sama balirka Master ima 16 nožev. Tole je danes eden najtežjih, tudi najsodobnejših traktorjev, T7230 avtokomand, lastnik je kmetija Pintarič iz Zamošanov, to je med Ptujem in Ormožem. Traktor ponovno najsodobnejšo tehnologijo motorjev, High Efficient SCR, traktor zmore 50 km/h, že pri 1550 vrtljajih na minuto. Kaj še povem, 225 konjskih moči, maksimalna moč, TerraGlide zmetena predna prema, TerraLock, samodejna zapora diferencialov in štirikolesnega pogona. Potem v tem traktorju je na posebnost tudi sistem, ki mu pravi HTS2, kar pomeni programiranje vseh funkcij, ki jih operater potem upravlja v samem delu. Možno jih programirati prej ali med samim delom in traktor potem samo s pritiskom na gumb vse funkcije ponavlja sam. Tehnologiji traktorja primerja tudi balirka. Gre za Impress 155V Pro. Popolnoma profesionalno balirko s 32 noži in variabilno komoro, ki je sposobna izdelati balo od 0,8 metra pa do 1,55. No in pred nami je že prvi teleskopski nakladalnik proizvajalca Merlo. Sicer je to model Panoramik, to je najmanjši model tega proizvajalca z nosilnostjo 2500 kg ter 6 metrov višino dviga. Odlikujejo ga izredna okretnost, manevrirnost in seveda tudi nosilnost. Nosilnost pri sami iztegnjeni teleskopski roki v vodoravnem položaju, to se pravi takrat, ko je najmanjša nosilnost, je 1000 kg, poganja ga 75 konjski 4-valni Kubota dizel motor. Ravno tako kot na vseh ostalih modelih ima 3 opcije servovolana ter pa zobniško črpalko z 90 ml pretoka. Na kratko bi bilo to vse. No in že se nam približuje naslednji teleskopski nakladalnik, to je model Turbo Farmer TF3810 z 120 konji, 3800 kg nosilnosti, 10 metrov višine dviga, ter pa z variabilno batno črpalko, low sensing, ravno kar pa lahko gledamo tudi stisk
to se pravi odjemalca, koruznega in travnatega odjemalca se laže prikazujejo operater, namreč kako lahko samo obalo tudi prereže. Odjemalnik silaže je plod razvoja in ideje podjetja Brečko Inženiring. Smo okoliško podjetje. Tukaj smo vam predstavili model širine 200 cm in višine odpire 130 cm. Sam odjemalnik je zasnovan tako, da lahko odzema silažne bale, tako nakladamo vsak razsut tovor od koruzne silaže in zatem ostane vedno prazen silos. Izdelujemo odjemalnike silaže širin 1,60 m do 2,4 metra. To je bilo odjemalnikov vse. In pred nami je že nova serija modela Multifarmer MF40.9 CS. Voznik na njem je tudi lastnik, to je gospod Janez Lenart iz Škocijana, ravno tako. Ta model, kot vidite, ima na zadnjem delu 3-točkovno vpetje. To se pravi, ga lahko uporabljate tudi kot klasični traktor, ter pa klasično mehansko gred. Sama nosilnost teleskopske roke je 4000 kg, višina dviga pa 9 metrov. Na zadnjem 3-točkovnem vpetju pa imate nosilnost 7000 kg. Zanimivo pri tem modelu je tudi hidropnevmatsko vzmetenje kabine, ravno tako pa ima tudi vzmeteno teleskopsko roko. Poganja ga 4-cilinderski Deutschev agregat, dizelski agregat z nosilnostjo 156 konjev. Ravno tako pa ima tudi patentiran sam nagib, bočni nagib šasije, to se pravi, če vi delate v neravnih terenih, da se zaradi same varnosti lahko samo šasijo nagibate oziroma jo zravnate. Šele na to pa pač peljete. No in že je pred nami model Panoramik z nosilnostjo 5500 kg ter 9 metri višine dviga CS, to se pravi, ima ravno tako hidropnevmatsko vzmeteno kabino. Ravno kar je gospod Glušič, katerega ravno kar vozi, prikazal tudi bočni nagib same šasije, to se pravi, kolikor ste na neravnem terenu, da ga uravnate z vodno lebelo, dvižna višina 9 metrov. Sam agregat, ki ga ima, je ravno tako Deutschev, z nosilnostjo 156 konjev, 4-valni. Lastnik tega modela pa je Mlin Korošec iz Markovcev pri Ptuju. Še zadnji izmed teleskopskih nakladalnikov, ravno tako model Panoramik, model P75.9 CS, to se pravi z nosilnostjo 7500 kg, 9 metri višine dviga ter hidropnevmatsko vzmeteno kabino. Na sami teleskopski roki, kot lahko vidite, ima pripet, lahko bi rekli, tudi prijemalo za okrogle bale, vendar ne za travnate, ampak bolj za lesene, to se pravi, je za grajfer za hlodovino. Ravno tako ima 9 metrov višine dviga, bočni nagib šasije, poganja pa ga ravno tako kot predhodnika, to se pravi dizel Deutschev agregat z močjo 156 konjev.
še en traktor iz serije T6, tokrat T6 140 elektrokomand, lastnik je Senek Martin, domačin iz Dramelj. Traktor je 50 na uro, to pomeni zmetena sprednja prema, zmetena kabina, tokrat pa je v njem menjalnik Active elektrokomand, kar pomeni 17 hitrosti za naprej in 16 hitrosti nazaj, ter možnost avtomatskega prestavljanja hitrosti. 143 konjskih moči, motor 4,5 litrski FPT. Cisterna je opremljena z napravo za indirektni vnos gnojevke v tla. Na njej lahko vidite vzmetno jeklo in na konci čeveljčke, ki poskrbijo, da je gnojevka bolj kot ne v zemlji. Sam sistem je namenjen tako kot gnojenju travnikov, žit, koruze. Na njem sta dva sekljalnika, ki poskrbita, da je vsak gosta gnojevka razrezana. Sistem obstaja različnih verzij, lahko tudi se ga dobi z navadnimi cevmi, sam te so odmaknjene 20 cm od tal. Na cisterni je tudi nameščen turbopolnilnik, ki skrbi, da lahko gnojevko črkamo iz globine ter hitreje napolnimo cisterno. In še zadnji traktor na današnji predstavitvi in tudi najmanjši, to je model T4 75 Power Star iz serije Power Star, ki obsega 3 modele, 55, 65, 75 konjskih moči. Ta je najmočnejši model v seriji in v bistvu tudi ta traktor je bil najbolj prodajen traktor lanskega leta v Sloveniji. Enostaven traktor, mehanski prenos 12x12, samozaporni sprednji diferencial, elektrohidravlični klop 4-kolesnega pogona in zadnjega diferenciala, v glavnem za lažja dela idealen traktor. Priključen je česalo podjetja Gorenc, česalo Puller v širini 6 metrov, hidravlično zloživ iz 3 delov, 4 podporna kolesa za niveliranje višine. Nastavitev špice so 7 mm, ustrezajo univerzalne so za travinje in odstranjevanje plevelov v žitih. Česalo je opremljeno tudi s pnevmatsko sejalnico znamke APV, 120 litrski model, je krmiljeno preko elektronike, ki se nahaja v traktorju, preko cevi se dozira seme za dosejavanje travinja. Zdaj v tem primeru bomo pokazali, bo šofer potegnil s traktorjem in pokazal prikaz del. Se pravi, semena letijo v prvi del pred česalo, zadnje špice pa zagrnejo semena. Uporablja se tako za v travinju in za odstranjevanje plevelov v žitih. Med drugim naj povem, da so Gorenčeve tudi šplinte, katere lahko dobite v vaši sredi, fantje in dekleta razdeljujejo tele šplinte in te letos lahko vzamete brez slabe vesti. Za vsakega se bo našla kakšna, tako da kar mirne vesti vzamete kakšno za domov. Generalni pokrovitelji tega dogodka so podjetja ITRO, Zupantrade in Techstar. Ostali pokrovitelji pa so Krajevna skupnost Dramlje, Veterina Jagodič, Jata Emona, PP Agro, Feniks, Žalujka in Brečko Inženiring. Pri oglaševanju pa so nam pomagali Mlekarna Celeja, Ljubljanske mlekarne in revija Kmetovalec. Začeli smo namreč fizično s predstavitvijo in verjamem, da vam bo všeč, da boste videli veliko novega.
Mogoče se samo zanima, naj vam povem, zdaj se lepo vidi recimo nove generacije traktorje, vsi uporabljajo led delovne žaromete. Zdaj dobro vidite razliko med standardnimi in led delovnimi žarometi.
Še enkrat naj povem, da so generalni pokrovitelji tega dogodka podjetje ITRO, Zupan Trade in Tekstar. Ostali pokrovitelji pa so Krajevna skupnost Dramlje, Veterina Jagodič, Jata Emona, Pepi Agro, Feniks, Žalujka in Brečko Inženiring. Pri oglaševanju pa so nam pomagali mlekarna Celeja, Ljubljanske mlekarne in revija Motovalec. Naj povem, da v vaši sredi fantje in dekleta razdeljujejo šplinte, tako da jih lahko brez slabe vesti tudi letos vzamete. Naj omenim še enkrat, da korenjakovi pravijo, da danes gledate odkos tretje košnje. Ja, tako igrati, kako je tako meni. Bi tule bi skočil takle čez ledek, pa je dale. Pa glik predstav na igračah stoji. Pa bi rekel, jaz imam nagrado igrača. Stoji se mi dobro.
Ej, drug, ej, veš kaj, ej, Kaja, tega bo je zrav vrnat, da bo kar zrav tako vrnat. Valero. Pa veš, da to ne bi mogel dihati. Oh, yes!
Imam tak gas, ne? Pa se lahko pelom. Ne, a če pa
nočnem Demo Traktor forumu. Generalni pokrovitelji tega dogodka so podjetja ITRO, Zupan Trade in Tekstar, ostali pokrovitelji pa so Krajevna skupnost Dramlje, Veterina Jagodič, Jata Emona, PP Agro, Fenix, Žalujka in Gračko inženiring. Pri oglaševanju pa so nam pomagali mlekarna Celeja, Ljubljanske mlekarne in revija Kmetovalec. Ostanite v naši bližini, 10. jubilejno leto se danes družimo. Po končani demonstraciji pa vas pod šotorom pričakuje ansambel Unikat. Privoščite si lahko kakšno pijačo, simpatične punce vas že čakajo v lučki, prav tako pa si lahko privoščite tudi kaj za pozor. Čestitke organizatorjem, en velik aplavz, prosim. Pod šotorom z ansamblom Unikat. Pridružite se nam tudi tam. Verjamem, da ste uživali v naši sredi, da ste videli veliko novega. Tole je zaključek današnje demonstracije. 10. jubilejno leto se družimo letos in verjamem in upam, da se vidimo tudi prihodnje leto. Srečno!